Bil je zelo sramežljiv do žensk, ampak jaz mislim, da posebej sramežljiv, kadar je šlo do njegovega pisanja, ni bil. In on je dobro vedel, da piše za večnost, in jaz mislim, da je zdaj prav užival v tem, da se dijaki morajo skoraj da na pamet učiti njegove replike. Zdravo, banda! Cankar je v začetku meseca praznoval oziroma bi praznoval 144. rojstni dan, a njegova dela so, kot da se ne bi postarala niti za en dan. Zdaj nas med kmete, kralje in hlapce pelje Aljoša Harlamov, ki Cankarja pozna tako dobro, kot bi z njim pil špricer na Rožniku. Zdravo, Aljoša! Živijo. Meni se zdi zelo zanimivo in kar malo ironično, ker imajo letos Cankarja dijaki na maturi oziroma ga imate, medtem ko pa Cankar ni naredil zaključnih izpitov v prvo. Kaj se mu je zgodilo? Veš kaj, jaz sicer nočem tle dajati opravičil, ampak Cankar je imel eno zelo dobro opravičilo, namreč naravno katastrofo. 14. aprila 1895 je bil znameniti ljubljanski potres in to je spremenilo marsikaj, tako kot korona danes, jaz mislim, da tudi marsikateremu dijaku. Potem zaključni izpiti so bili kljub potresu. Ja, zaključni izpiti so bili, seveda, tako kot bo tudi letos matura, ampak Cankar je seveda bil že takrat pred potresom na dnu družbe, bil je revež, komaj se prebijal iz meseca v mesec in seveda potres je to samo še okrepil. Skupaj z Dragotinom Ketejem sta živela v zasilni baraki, ki jo je ljubljanska občina pripravila za vse mestne reveže. Tam je staknil tudi garje, tako da verjemite mi, da se mu ni bilo lahko učiti. V bistvu je to kar ena bad zgodba za začetek. Tako kot je za slovensko literaturo značilno, vse se začne z bad zgodbo. Ampak potem je šlo samo navzgor, pa malo navzdol vmes in tako naprej. Cankar je bil nekako prvi slovenski profesionalni pisatelj. Govoril je o tem, da v bistvu umetnik more govoriti iz sebe, da se ne sme prilagajati množicam, po drugi strani pa je za preživetje tudi pisal dejansko po naročilu. In zdaj nekako tukaj esej je ravno vmes, ne? Ti svoje razmišljanje poveš, po drugi strani moraš pa slediti nekim šolskim maturitetnim pravilom, po navodilu. Ja, glej, vsaka svoboda ima svojo ceno. In Cankar je marsikdaj moral za to, da je pač preživel, pisati tudi za katoliške revije, katoliške založbe, izdajati romane, črtice, zgodbe, ki jih je pozneje se jih sramoval in jih ni vključeval v svoje antologije. Zdaj letos pa pač morajo dijaki to neko svojo svobodo, ki ti jo esej ponuja, pač plačati tudi s tem, da se držijo nekih včasih kar precej rigoroznih navodil. To je tudi res. A si upaš ugibati, kakšen bo naslov? Ja, jaz sem si tle nekje zapisal, da bo naslov najbrž Za narodovo zdravje, korona kriza v dolini Šentflorjanski. Ampak nekako imam občutek, da ta moj naslov ne bo šel skozi. Po mojem tudi ne se me je bilo kar strah, da boš rekel kaj resnega in pol bi bilo dejansko enako za res na maturi in pol bi bil cel škandal. Aljoša Harlamov je vedel že vnaprej, kdo mu je izdal. A si slučajno v kakšni komisiji, kjer to določajo? Hvala Bogu ne, no. Sicer pa bi jaz gotovo krivdo prinesel na RTV, tako kot zmer. Ja, lej, saj mi smo pa itak dežurni krivci, ni panike, mi bomo to stoično prenesli. Prva knjiga, ki je Cankar izdal, je imela naslov Erotika, to je bila pesniška zbirka, ampak škof Jeglič nekako ni bil najbolj navdušen nad to pesniško zbirko, sicer po naslovu lahko sklepamo že potem, zakaj ne, sploh ne rabimo iti polistati, ampak potem je Jeglič vse to pokupil in uničil. Na kak način? Nekako so izračunali, da ne bi Jeglič pokupil približno 700 izvodov od 1000 prve naklade in jo pač zažgal. Prav zažgal je? Tako prav zažgal, čeprav neke teorije so tudi, da jo je samo uničil in ne zažgal. Tukaj je zgodovina kar precej zmedena, nekih pravih dokazov ni. Pretiravali so seveda tako na katoliški kot na liberalni strani, vsak ima svoje zgodbice. Vemo pa, da je bil Cankar na to potezo kar precej navdušen. Pač zdelo se mu je, da je Jeglič mu naredil uslugo, ker je pokupil vse te izvode, ki jih najbrž v prvi nakladi ne bi tako hitro pokupili, hkrati pa mu je naredil dobro reklamo za naslednjo naklado, ki je absolutno morala priti. Ja, zaradi tega, ker če je razprodana in potem za naslednjo izdajo spet nazaj dobi pravice. Ali ni bilo nekaj v tem stilu? Ja, takratne pogodbe so bile nekako tako, da če je knjiga razprodana, se mora v 3 let ponatisniti na stroške izdajatelja ali pa pač vrniti avtorske pravice avtorju.
v bistvu Jeglič tega ni najbolj premislil, pa še zelo je simbolično, ne, erotika iskrice in je zagorelo. Ja, Meni je sej, kar glej, smešno, no. verjemi mi, Cankar ni dal tej zbirki nalašč naslov, mislim, dal je nalašč naslov tej zbirki erotika, ker je vedel, kaj se bo zgodilo, nenazadnje Cankar je vendar bil tudi malo provokatorja. Ja, in upornik, ne, tudi v času pred Prvo svetovno vojno in med Drugo svetovno vojno je zaradi kritike avstro-ogrske oblasti mogel v zapor. V svojem znamenitem predavanju, mislim, da so bili to Slovenci in Jugoslovani, je zaključil predavanje z besedami: "Pustimo Avstrijo v njenem lastnem dreku", se opravičujem vsem prisotnim, in zato si je takoj prislužil zaporno kazen in dali so ga na seznam politično sumljivih oseb, kar je preprosto pomenilo, da takoj, ko je prišlo do Prve svetovne vojne, so preventivno zaprli vse, ki so bili politično sumljivi, in tako se je med njimi znašel tudi Cankar, ki je šel za skorajda 2 meseca sedeti na Ljubljanski grad, o čemer tudi nastajajo številne anekdote. Ja, in najhujše od tega je bila menda, da ni mogel kaditi. Ja, Cankar je bil človek majhnih in zelo človeških užitkov. Tako da. Ja, čeprav naša lektorica, ki prihaja z Vrhnike, večkrat poudari, da ni bil tako zelo majhnih užitkov takrat, ko je dobil honorar, da takrat je bolj užitkaril, da takrat, ko pa denarja ni bilo, je pač živel zelo skromno, ker drugače tudi ni šlo. Ja, saj pravim, veliko število anekdot je, kako je hodil na razne založbe ali pa časopisna podjetja, dvignil tisti denar in se zvečer vrnil na Rožnik praznih žepov, in pač kar precej okajen, kar se mu je nazadnje tudi maščevalo v krajši življenjski dobi. Ja, ampak pri vsem tem pa ne smemo pozabiti, da je napisal številna dela, ki so konec koncev, če že zdaj gledamo nekako na ta čas, tako zelo pomembna, da se o njih učimo v šoli in prav tako o njih razmišljajo dijaki na maturi, ne. Ko vedno tehtamo nekako te umetnike, pa govorimo pa boemi, pa ne vem kaj, ampak po drugi strani umetniki in ustvarjalci. Ja, umetnik je vendarle tudi neke vrste upornik. Zmeraj stoji proti kulturi, v kateri ustvarja, in to včasih pomeni na eni strani življenjske ekscese, tudi demone, ki jih je treba nekako pregnati iz svojih misli. Po drugi strani pa je seveda Ivan Cankar napisal nekaj izjemnih del modernizma oziroma moderne dobe, ki veljajo kot izjemna ne samo v slovenskem kontekstu, ampak kar v evropskem celotnem kontekstu. Nenazadnje je o Dunaju, tako kot je on pisal črtice o Dunaju, ni nihče pisal takrat, niti nemško govoreči avtorji niso bili sposobni česa takega. In na to moramo biti Slovenci vendarle ponosni in zmeraj je treba nekako, jaz mislim, da ločevati avtorja od njegovega dela, ker nenazadnje pač je delo tisto, ki ostane za njim, ne avtor. To je res in jaz se popolnoma strinjam, ampak ker smo ljudje tudi malo nagnjeni k temu, da nas zanimajo ljudje sami, in jaz verjamem, da bo marsikateremu dijaku mogoče lažje, če se še pogovoriva o kakšni tej zanimivosti iz Cankarjevega življenja, da bo dobil motivacijo za učenje. Imam še eno anekdoto, o kateri bi te rada vprašala. S Francem Govekarjem se je šel staviti o tem, kdo bo prvi napisal dramski tekst in ga postavil na oder, in to za 10 steklenic penine, kar mislim, da je bilo v tistem času verjetno še dražje, kot je danes. Govekar je potem prevzel vodenje ljubljanskega deželnega gledališča. To ni najbolj koristilo Cankarju, ampak zares pa ne vem, kdo je zmagal to stavo in a sta dejansko kdaj popila teh 10 steklenic penine? Zdaj o steklenicah penine ni znano, najbrž sta jih uničila vmes precej več kot 10, ampak dvomim, A to misliš med svojim bojevanjem in nasprotovanjem en drugemu? Tako je, v Dunajskem klubu se je zmeraj, tako kot sem rekel, Cankar je užival v polemiki in v Dunajskem klubu na Dunaju, kjer so se zbirali Slovenci, je bilo zmeraj zelo vroče in zelo glasno, pospremljeno tudi seveda s kakšno steklenico šampanjca ali dvema. Če pa te zanima, kdo je zmagal stavo, pa ti lahko povem, da Govekar je mislil, da je on,
kajti leta 1899 so uprizorili pod njegovim ravnateljstvom njegove rokovnjače, medtem ko je seveda Cankar bil prepričan, da je stavo dobil on, saj so 1900 uprizorili njegovo dramo Jakob Ruda. Razlika je pač v tem, da rokovnjači so seveda, kot vemo, sta jih napisala Kersnik in Jurčič in je Govekar pravzaprav samo postavil jih na oder, kar je nekako našel je skratka eno luknjo v njuni stavi, tako da mislim, da nikoli nista popila teh 10 steklenic, ker se preprosto nista mogla zmeniti, kdo jih mora plačati. Celo otroštvo, pa tudi če zdaj, ko sem odrasel človek, mene oče prepričuje, da je Cankar imel v srednji šoli za nalogo napisati spis Razgled z Ljubljanskega gradu. In da naj bi Cankar napisal, zdaj bom kar pocitirala, megleno je, ničesar se ne vidi. A ta zgodba drži? Ker tu se gre pa zdaj za stavo, ki jo bom mogoče jaz dobila. Ja, zdaj pripisujejo že Cankarju in to je anekdota, ki ves čas kroži. Je pa vprašanje, kaj je vir te anekdote, odkot je prišla. Tega jaz v svojem raziskovanju žal nisem odkril, zato je tudi nisem niti vključil v knjigo. Bojim se, da je pač tako, ker je za vsemi, večino teh anekdot je veliko pač vprašanje, morali bi imeti časovni stroj, da bi to ugotovili. O Cankarju kroži toliko enih anekdot, od tega, da je ena gospodična delala samomor zaradi njega, do tega, da se je na Rožnik vozil z 2 vozoma, v enem je bil sam, v drugem njegov klobuk in palica, tako da je res vprašanje, kaj od tega je res in kaj je pravzaprav samo spomin ljudi. Zdaj, omenil si, da v Cankarju veliko anekdot kroži in tudi teorije zarote o tem, kako naj bi umrl, da naj bi umrl za posledicami padca po stopnicah. Teorija zarote pa pravi, da se ni spotaknil sam. Res je, obstaja teorije zarote, da so ga pospravili, tako rečeno po domače, in da naj bi to počela neka tajna služba povezana z Srbijo, s kraljevino Srbijo, ker je pač Ivan Cankar nasprotoval vključitvi Slovenije v Jugoslavijo oziroma si je zaželel zvezne republike. Zdaj, on je poudarjal, da v bistvu imamo tako različne kulture in jezike, da jih ne moramo vse skupaj povezati v en jezik, ne? Tako je, on je trdil, da ima povprečen Slovenec več povezav z povprečnim Avstrijcem kot s povprečnim, ne vem, Srbom. Zdaj, jaz pa mislim, da teorije zarote so zmeraj zelo zanimive, zelo zabavne, gotovo se da iz tega napisati odlično kriminalko, namig Tadeju Golobu, ampak zelo preprosta resnica je, pač Cankar se je vračal najbrž rahlo kajen, utrujen, zaspan, domov, moral je doma, takrat je živel v stavbi, ki je imela zelo ostro, zelo strmo stopnišče, padal je in pristal zaradi tega v bolnišnici, tako kot pri koronavirusu pa se pač izkazalo, da je bolj važno ne njegove poškodbe, ampak ta spremljajoče bolezni, ki jih je imel, in Cankar je imel po vsem tem alkoholu, kofeinu, nikotinu, ki ga je zaužil v svojih letih, zelo, zelo izmučeno telo in srce in pravzaprav je to tisto, kar ga je na koncu pokopalo. To si zdaj pripovedoval točno tako, kot da bi bil zraven neke noči, ko je okajen hodil po stopnicah, ti je skoraj začela verjeti, da imaš časovni stroj, pa še eno tako moralno za dijake imaš vmes, po vsem tem alkoholu, nikotinu in kaj je še bilo, kofeinu zraven. Tako. Cankar je bil vseeno kar precej moralen človek. Jaz mislim, da bi se kar strinjal z mano. Tudi če je začutil kakšne roke na hrbtu, bi verjetno raje bil, da uvelja ta različica in da je, če že ne drugega, tudi kdaj lahko slab vzgled, ne samo dober. Zdaj smo mi v tem korona času, ko se sicer nekako že rahljajo ukrepi, ampak veliko časa smo pa preživeli sami v zadnjih 2 mesecih, ampak tudi Cankar je bil nekako navajen življenja v sami, kljub temu, da sva omenjala to, kako je rad hodil ven, v družbo, da je znal lepo govoriti ženskam. Takrat, ko je pisal, je bil veliko sam. Ko je živel v Puli, je tudi pisal o tem, kako osamljeno se tam počuti. Ko je bil na Dunaju, imamo zapiske o tem, da ni odhajal iz sobe dlje časa. Kako misliš, da bi se on zdaj znašel v tem času?
Ja, jaz mislim, da bi ga kar izkoristil za pisanje. Cankar je bil nenazadnje res znan po tem, da je svojemu založniku Šventnerju neprestano težil za denar, hkrati mu obljubljal dela, ki se jih ni niti približno še lotil, in to je navadno preprosto pomenilo to, da ko je obljubil neko delo, pa je potem dobil denar zanj, je najprej zapravil ta denar, prosil še enkrat za nov denar, in ko je dobil tistega, se je pa stvari lotil, in ko se je stvari lotil, je res samo pisal in zelo, zelo slabo pazil nase, na svoje zdravje. Takrat je tudi zelo malo pil, o tem tudi obstajajo neka pričevanja, ampak hkrati zelo, zelo malo jedel. Na Rožniku je pisal ves čas tudi v gostilni, se pravi v zelo, zelo zakajenem, vlažnem, pač neprimernem ozračju. Tako da je, ko je pisal, definitivno ga ni brigala zunanjost in to, kar se zunaj dogaja. Bil je pronicljiv opazovalec družbe in je to opisoval v svoje literarna dela, ampak za pisanje, posebej pa profesionalno pisanje, pa seveda rabiš veliko miru in jaz sem prepričan, da bi on izkoristil ta mir v času korona krize in veliko, veliko napisal. Aljoša, najlepša hvala za ta pogovor. A imaš mogoče ti tudi kakšno vprašanje za naše gledalce? Res je, mene bi zanimalo, ali se drama Za narodov blagor dogaja v letu, v katerem je šla, ali pa se dogaja letos. To je, mislim, da zelo, zelo intrigantno vprašanje. Komi čakam vaše komentarje, tukaj spodaj. Lahko tudi všečkate, lahko delite. Aljoša, kje pa še tebe kaj najdejo? Mene najdejo povsod preveč, tako da mogoče boljše, da me ne iščejo. In tudi, če ga ne boste iskali, ga boste našli med podcasti, našli ga boste na Twitterju, še najboljš pa v knjigarni, knjige, ki jih ureja. Res je, včasih sem tudi sam fizično v knjigarni. Nadzorujem, kdo jih bere naše knjige, pa kdo kupuje naše knjige. To je zelo važna informacija. Zdaj me je pa že strah. Vsekakor se srečamo v knjigarni in vesela sem, da so končno odprte. Tudi jaz. Hvala, Aljoša, za vse.